Lep pozdrav, moje ime je Miran Peterman. Danes bi želel povedati samo par besed o vzgoji otrok. Včeraj se mi je zgodila ena zanimiva situacija, ki jo v bistvu srečamo, vidimo, vsak dan se nam dogaja. Grem po cesti in pred mano en par, bila sta tudi babica in dedek z majhnim otrokom. Otrok 3-4 leta je poganjal tisto svoje poganjalo in potem pač utrujen, je želel, da ne poganja več in da se ga nosi. In potem mamica in očka sta se dogovorila, da ga bo očka odnesel. In očka ga dvigne in ga začne nositi. In potem se otrok začne tam cmeriti in protestirati, hoče mamica, in toliko časa galami, dokler ga mamica ne vzame v roke in potem ga je mamica nesla. Čisto običajna situacija. Vsi, ki imate otroke, se vam to dnevno dogaja, se vam je to že milijonkrat zgodilo. Ampak če mi malo pogledamo, kaj dejansko na ta način dajemo, kakšno sporočilo dajemo otroku. Seveda otroci načeloma imajo rajši mamico. Ampak zakaj mamico? Mamico zato, ker mu daje potuho. Mamico zato, ker ga vedno sprejme. Mamico zato, ker ga vedno podpre, ne glede na to, kaj se je zgodilo. Mi moramo razumeti, da najbolj pomembna celica, enota sta starša, oče in mama. In očka in mamica morata biti enotna v vzgoji otrok. Pred leti sem se pogovarjal z enim starejšim mojstrom borilne veščine korejske, pač Korejc, in mi je rekel, da v njihovi tradiciji je pač situacija popolnoma drugačna. Ko gresta očka in mamica po cesti, se nikoli ne zgodi, da je otrok v sredini. Ampak je otrok na eni strani ali na drugi, zato ker očka in mamica sta skupaj. Ravno tako, pač, ko imajo otroci navado, da zlezejo k očku in mamico v posteljo, in vedno damo otroka na sredino, da ne bo dol padel, da bo na varnem in tako naprej. Ampak vedno, ko pride otrok med starša, na nek način otrok starša razdvaja. In to je napačno sporočilo, ki ga mi dajemo. Prvič, otrok kalkulira, gleda, kje bo boljše prišel, in drugič, tudi za kasneje dobi napačno sporočilo. Očka in mamica sta v bistvu eno, ne pa zdaj očka in mamica, kar lahko tukaj razdvajamo in tako naprej. Tako da, mogoče so to čisto majčkene situacije, hotel sem se čisto na kratko danes dotakniti, malo za razmisliti, mogoče napišete od spodaj kakšen komentar, kako vi na to gledate, kako vi na to rešujete, ali dovoljujete, da otroci na nek način manipulirajo z vami, da imajo različne pogoje vzgoje in različne pogoje, pod katerimi dobijo rezultat pri mamici in pri očku, ali pa sta mamica in očka enotna. Ker otrok, pač vse v redu, je 3-4 leta star, ampak že tako mali otroci dejansko dobivajo znanje, dobivajo informacije, kaj je življenje, pod kakšnimi pogoji dobiš življenje in če dobiš rezultate v življenju. In če se že kot mali otrok ves čas gledaš, kje boš našel lažjo pot, boljšo pot, ko ti bolj ustreza, se pogajaš, izsiljuješ in tako, potem seveda dostikrat pač starši rečejo, zdaj je še mali, bomo kasneje. Ampak potem tisto kasneje se vedno izkaže, da je vedno težje. Ker če že od malega ne vzpostaviš nekega reda, nekega načina, potem je vedno težje. In potem, ko je otrok star 14, 15, 16, ne vem, se veste, kako je s temi našimi najstniki, je bistveno težje. In škoda je, da potem, ko otroci odrastejo, te, bom rekel, življenjske resnice in življenjske zakone spoznavajo na trd način v realnem življenju. Realno življenje je dejansko tisto, katerega je otroke treba učiti že od malega, že od zibke. Seveda na nežen način, da se ne poškodujejo, ampak korak za korakom, dan za dnem, da niso potem presenečeni. To je bilo mogoče na kratko. Me zanima, kakšne izkušnje imate vi sami, kako to rešujete, kaj o tem mislite. Želim en čudovit dan in se slišimo.